Lep pozdrav. Tokrat imamo v podcastu Vroča tema posebnega gosta, pa na nek način tudi gostjo. Z nami je Igor Omerza, ki je zdaj nazadnje predstavil, ne samo v Sloveniji, tudi v Strasbourgu knjigo Komisarka. Komisarka govori o Marti Kos kot zanesljivi sodelavki komunistične tajne policije. To je seveda naša različica slovenska te knjige. Tole pa je v angleščini, Commissioner. In gospod Igor Omerza je knjigo najprej predstavil v Strasbourgu, Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu. Povejte nam, kako je bilo. Hvala za vabilo, lepo pozdravljeni. Jaz sem hotel, da grem tam, kjer je bil ta, na kraj zločina, ne? Se pravi parlament, kjer je Marta Kos lagala v svoji rekla, da nima nobene zveze z Udbo. In sem hotel, da se to tam pove prvo. Originalna evropska predstavitev je bila tam, potem je bila slovenska pa v Ljubljani, čez 2 dni. Tam je bilo nekaj poslancev, nekaj novinarjev, jaz tistih sicer nisem poznal, kdo je bil vse tam. In sem predstavil nek filmček uvodni in potem iz tistega filma potem izvajam naprej svojo predstavitev te moje knjige. In kakšen je bil odziv? Bilo je par vprašanj, predvsem mislim, da nek poslanec sprašal, ali me bo tožila, ne? In sem rekel, da ne toži unek, so te dokumente napisali, ne mene, ker jih je veliko verjetno še živih in vemo za njih, ker so omenjeni v teh dokumentih, da so jih brali, oziroma na osnovi Martinih poročil so delali poročila, ki so jih pošiljali iz Slovenj Gradca v Ljubljano. Nazadnje pa potem, ko so Slovenj Gradec ukinili, pa iz Maribora v Ljubljano, ker so premestili oziroma Celina, ki je bil njen udbaš na zvezi, so preselili Slovenj Gradca nazaj v Maribor in potem je zadnje poročilo je iz aprila 90 iz Maribora. Celina na osnovi poročanj Marte Kos iz Radia Deutsche Welle v Kölnu. No in seveda je ta odgovor, ki ste ga zdaj podali, vedno tudi vaš odgovor tudi za druge, bomo rekli, udbovce, ne, sodelavce Udbe. Če vas je kdo tožil, dejansko vi v bistvu pobirate popolnoma uradne dokumente, ki so še v arhivu, ne? V javnem arhivu, ki so dostopni. In jaz sem vedno rekel, tudi na sodišču, imel sem 2 tožbi oziroma 3, in vedno povem, ne, tožite one, ki so to sproducirali. Če jaz objavim dokumente iz arhiva, jaz nisem za njega odgovoren. Moja odgovornost je seveda, da iz arhiva, da se ga ne zmislim, ne, ampak jaz nisem tvorec teh dokumentov. V arhivu je seveda samo še peščica teh dokumentov, dobro, da ste jih sploh našli, ne? V bistvu so bili arhivi uničeni. Zdaj tako splošno rečeno, ali je to na nek način, bi morali te ljudi preganjati, ker to je tudi na nek način kulturna dediščina Slovenije. Ta pregon je zamujen. Oni so to, recimo, največje uničevanje bilo leta marc-april 90, se pravi pred volitvami oziroma pred nastopom demokratične Demosove vlade, takrat se je največ uničevalo. Jaz imam dokumentacijo o tem. Še 16. maja, ko je prisegla vlada v takratni skupščini, nova Demosova, sem najdel še dokument o uničevanju arhiva. Zapovedal je uničevanje arhiva Ivo Eržen, en zelo dober znanec Kučana. Jaz nimam dokumentov, da je Kučan, in teh dokumentov sigurno ni, ampak brez Kučanovega dovoljenja, ki je bil takrat najbolj vpliven v slovenski komunistični politiki, čeprav ni več šef partije, kot takrat, je uničeval to, je zapovedal to uničevanje marca v vseh teh 13 centrih, ki so takrat obstajali v udbovskih centrih v Sloveniji, pa seveda v upravi Udbe v Ljubljani. Potem je pa še Ertl ukazal, pa že po volitvah, se pravi po 8. aprilu je ukazal uničevanje dokumentacije med javno policijo in med Udbo in obratno, ker je javna policija bila tudi v funkciji Udbe. Torej, vi ste o Marti Kos našli koliko teh udbovskih dokumentov? 10, natančno 10 dokumentov, če štejemo še tistega, ki je bil že prej znan, iz centralne evidence, tista šifra 14 000, kar pomeni registriran vir Udbe, imamo danes na razpolago v javnosti preko moje knjige 10, prej pa že 1, se pravi 11 dokumentov o
udbovskem pedigreju Marte Kos. In ta evidenca, centralna evidenca, mogoče ponovimo za ljudi, ki ne vedo, zdaj kaj pomeni, to je pa tista evidenca na tako imenovani udba.net. Ja, ker se je pojavila ampak to ni pravo ime, ne? Zato ker niso gor samo udbaši, so vsi tisti, ki so bili kakršnem kazenskem postopku, pravosodnem postopku, morda tudi, rekel, samo sodniku za prekrške. Jih je več kot 1 milijon teh ljudi, ne? Ja. In tam poznamo neke šifre udbovske, vseh šifr ne poznamo, ne? Tako da ne vemo za vse, ampak to za registriran vir, pa registriran sodelavca, pa natančno vemo, da so to šifre 14 000, za sodelavca 50 do 60 000, pa 55 000 za izregistriranega sodelavca. Potem je še šifra neregistriran vir 00980, ki pa ne moramo reči za vsakega od teh, če nimamo druge dokumentacije, da so dejansko vedeli, da poročajo udbi. Mogoče so hodili udbovci z njimi na kavo. Tudi, recimo, jaz se pol nazaj spomnil, ko sem gledal dokumentacijo, sem videl, da so leta 1975 zelo gledali tiste, ki so se zaprosili za Fulbrightovo štipendijo. Ampak niso hodili na udbo, ampak na kazino, tam na trgu, kongresnem trgu, jih je sprašal, kot da je predstavnik tiste organizacije, ki jih vabi, ne, sploh nisi vedel. In jaz sem bil tudi na tem razgovoru, sem se pol nazaj spomnil. Ne. Sicer mojega razgovora ni ohranjenega, ampak jaz sem 100% danes, da mi udbo spraševal. Čeprav sem mislil, da je to nek predstavnik tistih, ki odločajo o tem, ali gremo v Ameriko ali ne gremo v Ameriko. In nisem šel, jaz sem slepotis naredil na udbo. Ne. Dobro. No, zdaj recimo, če se sprehodiva po knjigi, ne, zdaj vi začnete opisovanje zelo zanimivo, jaz in Marta Kos, torej vi in Marta Kos vaju povezuje ena oseba, ne, to je nek udbovec, bomo tako rekli po domače, ne, povejte nam kaj več o tem. To je pa zelo zanimivo, ne, tak zanimiv detajl, da sem jaz Marte Kos nikoli že nisem videl, nikoli nisem z njo govoril, se pravi, nobenem stiku nisem bil. Naj pa veže udba na nek način, ne, ampak mene ne z negativne, mene pa s pozitivne, mene pa za tega, ker so me zasliševali leta 88, obretaciji Janeza Janše, so tudi mene odpeljali 31. maja in peljal me na zaslišanje ravno Jože Žabkar, ki je pozneje šel v drugi oddelek, takrat je bil še v centru udbe v Ljubljani, to je bil največji center od teh regionalnih centrov, uprava je bila tudi v Ljubljani, ne? In on me je pa peljal, ampak on je pozneje pa konc tistega leta 88 postane uslužbenc drugega oddelka, to je zunanjega oddelka udbe. In v tej funkciji vidite na dokumentih, če bomo pozneje pokazali, piše Jože Žabkar z roko, se pravi, udba iz Slovenj Gradca je pošiljala dokumente v Ljubljano, drugemu oddelku, in šef drugega oddelka je bil Nikola Prokšelj, ne, to jih je dobival, piše pa na roko tudi včasih Prokšelj pa Žabkar, se pravi, da verjetno, da so te dokumente oni dobili v vednost, oziroma so jih videli. Ne. Kje so bili oni, v kateri stavbi? Na Štefanovi? Na Štefanovi, uprava udbe, ena A so je rekli, ne, prvi oddelek, drugi oddelek, notranji, zunanji, in še ostali oddelki so bili pa na Štefanovi. Ja, no, v Slaviji, ne? Ja. Slavija, tako. Je bil tak urbani mit, da v gostilni Šestica, da so se zbirali, ali da tam, ne vem, ali ste kaj zasledili, kako je to delovalo, ne? Ljudje niso hodili potem v Šestico. Oni so hodili verjetno na kakšno malce v Šestico. Jaz sem videl tam včasih Zemljariča, ne? Ja. Njega sem poznal, ampak on meni ni poznal, ampak mi smo tudi kot študenti dosti hodili v Šestico, in sem videl, dobro, jaz zdaj takrat nisem poznal, nisem niti vedel, kaj je to udba, ne. No, ampak v redu, zdaj kaj je to? Ampak verjetno so hodili v Šestico, sigurno, ne. Kaj je to udba, ne? Vi pišete, drugo poglavje je udba za začetnike, namreč tu razložite v bistvu celo pot od Vosa, ki ga je ustanovil že med vojno te naši teroristi, da tako rečem, boljševiki, ne, morilci, ne, od Kardelja, Kidriča in tako naprej, potem rečete Ozna udba SDV. Kajti Marta Kos, ko govori v Evropskem parlamentu, govorila, da je bila ona stara 1 leto, ne, ko je udba praktično že razpadla in je bila potem SDV, da ona ni bila v udbi, ki je bila še dojenček. Malo nam pojasnite, kako je. No, prav tudi, da ni bilo SDV, ne? Ja. Skratka, ampak ona ne razume, ne? Pa mnogo ljudi ne razume, pa sem tisočkrat že povedal. Udba je pogovorni, udomačen, ponarodeli, neuradni izraz za tajno komunistično policijo Jugoslavije. In kako je nastal? Iz UDB se je dodala črka A. In iz tega nikjer ne boste najdli v uradnih dokumentih udba.
Ne, kot neko tako ime. Ampak to se je udomačilo, tudi Tito, Kardel, vsi te politiki so uporabljali to ime. Ne? In tudi znotraj Udbe se je uporabljalo kot Udba. Ne? Tako da je to skupno pogovorno ime za celo obdobje, od leta 1944 do Slovenije do leta 90. Ne? In še danes se uporablja. Ne? Za vso to obdobje, sicer moramo pa reči, da je 44. Ozna, ne? Do leta 46. Ne? Od leta 46 do 90 v Sloveniji imamo pa Udbo, ne, ki je sicer vmes dvakrat spremenila ime, ne, oziroma enkrat iz UDB v SDV v Sloveniji, ne, oziroma UDB v srbščini v SDB, Služba državne bezbednosti, v slovenščini pa iz uprava državne UDV v SDV. Ne. Ja, uprava državne varnosti pa SDV. Pa v drugih jezikih pa tudi, ne, hrvaškem. Ja. Torej, vprašanje, to, ki sem ga zdaj zastavila v tej zgodovini, je pomembno zato, ker se pravzaprav v tej, če rečemo SDV oziroma pogovorno Udbi, vleče ta kriminalni začetek, ki ga nikoli ni nihče zanikal. Ne? Iz revolucije iz 15. avgusta 41, ko so na veliko pobijali Slovence, praktično vsak, ki je bil potem še do konca prejšnje države, med njimi očitno tudi Marta Kos, je naslednik, dedič te kriminalne, teroristične, bolševistične, kakorkoli rečemo, organizacije. Gotovo, čeprav se je spremenila tekom let, ne, po vojni je bila čista stalinistična organizacija. Ja. Ne. Vsi te množični umori, kot danes pravimo, masovni umori, ne, danes smo že skoraj evidentiranih, mislim, da 800 grobišč, ne, v Sloveniji. Niso pobijali samo Slovence, so bili še Hrvatije, so bili še tuji drugi narodi, tako Črnogorci in tako naprej, pa tudi Nemci, ne, so tle pobijali. Moril, ne, in ona je tlemila Ozna, se pravi predhodnica Udbe, je imela veliko vlogo, pa ta Knoj, ki je bil oborožen del Ozne, ne, se pravi Korpus narodov Republike Jugoslavije, ne, to so hude stvari, ki mi imamo zločin, pa nimamo zločincev, ne, vemo pa, da je to med drugim, poleg vojaških enot so delali, je to predvsem organizirala Udba oziroma njen oborožen del Knoj. Ja, ali je ta SDV, tukaj pišete, v letu 87 je Udba zalezovala 120,000 ljudi, imela je 700 udbovcev in 3500 špicljev. Zdaj zanima me, ali so oni kdaj uradno prenehali obstajati? Ja, seveda, ko je prišel Bavčar, ne, se je, mislim, da je upokojil par 100 udbovcev, zdaj jim je pooblastila, ne, takrat je kot klasična politična policija prenehala obstajati. Seveda se pa, to pa piše Rado Pezdir v svoji knjigi, Sporedni mehanizmi globoke države, ne, pa razloži, kako se pa ta ekonomski del prenesel v samostojno Slovenijo, oziroma izven Slovenije, da tako rečem. Ne. Kako je danes mogoče? Mislim, mogoče. Seveda je mogoče, ker je Ivan Žerc, bivši šef Udbe, zadnji šef Udbe, živi v Švici. Ne. Mislim, zakaj? Zato, ker smo mi najdli, jaz sem dobil dokumente, ki pa niso iz javnega arhiva, ampak so iz arhiva, se jih je že objavil v svoji knjigi, nič nam ne morejo, en kriminalist, ki je že umrl, ki je to raziskoval, moj Bavčar naročil, naj to razišče, to finančno plat, da so Eržen in njegovi kolegi višji iz Udbe zapirali račune Udbe v tujini. Namreč, odkje je bil glavni, kot jaz vem, glavni vir udbovskega denarja? Iz igralništva, iz posojilne službe, ki je vodila v Sloveniji, v slovenskih igralnicah mafija, preko neke panamske firme, in oni so potem denar posojali Italijanom po 20% obrestni meri igralcem, to denar mafija izterja, ne, v Italiji, ne, in so potem ta 10% od tega so dali Udbi. Naši Udbi, ki je dovolila, da v naših igralnicah to počnejo. Tako, da so imeli kontrolo in oni so to polagali seveda na tuje račune, na račune, ki jim je določila Udba, v tujini, ker sicer bi v Jugoslaviji to vzela srpska centralna banka. Ja, verjetno tudi, da se to bolj skril, ne? Verjetno, kaj zem, Italiji, Švici, ne morem tega raziskati, nimam teh pooblastil, pa to je že zdaj 30 nekaj let nazaj, ne? Ampak, Pezdir je pa zračunal, da je bilo tega denarja samo iz portoroške igralnice, mislim, da 300 milijonov evrov današnjega denarja. Ampak to ne govorimo za eno leto, to je trajalo več kot desetletje, ne, ta posilna služba. Te Italijani so pač množično si to sposojali, potem 20% obresti so velike, ne, pa 10% potem na to. Tako da ta denar je potem so oni to zapirali račune, če pa zapiraš račun, na katerem je denar, se pa to nekam prenaša, verjetno so stvarili neke svoje lastne račune. Jaz samo špekuliram, ampak dejstvo je,
da se je to denarja nabralo in da je bilo to v tujini in da so te fantje, to pa imamo podatke, da so to zapirali takrat. In zdaj v začetku leta 90. 90, ja. Zdaj recimo te fantje in seveda dekleta, ne, med njimi tudi Marta Kos. Ja, starčki. No, zdaj takole, ne, če je 16. maj 91 ta prelomnica, ne, seveda takrat formalno Udbe ni več, SD-ja ni več, ampak ljudje so ostali, udbovci so ostali. To pogledno tudi očitno Marta Kos kot nekdanja pripadnica in članica še vedno deluje v tem smislu, v tej druščini. Predvsem je problem v tem, da kdor ve, da je bila ona udbovska sodelavka, če ima to znanje in ker to ve v Beogradu, ker vse, kar se je dogajalo v tujini, ali pa ko je šla ona v tujino, je mogla slovensko udbo dobiti dovoljenje od zveznega načelnika udbe. Takrat je bil to Zdravko Mustač, ki je to on zaprt zaradi tistega umora Đurekovića, ima dosmrtno ječo, ne. Je mogel dati on odobritev, da je šla ona, da so potrdili, da gre lahko kot sodelavka v tujino. Zato oni so razmišljali o možni kompromitaciji države v tujini. So mogli vse stvari, kar se tikalo tujine, je mogla požegnati zvezna udba, oziroma zvezni načelnik udbe. In v Beogradu seveda ta podatek imajo. Jaz se najbolj bojim, da so ta podatek dobili preko srbske ruska obveščevalna služba. Se za zahodne se toliko ne bojim, ne, če bi to vam prišlo. In vi na ta način lahko ljudi izsiljujete. Največja moč tistih, recimo enega Zemljariča, ki je poznal vse te sodelavce, pa večino teh sodelavcev, je v tem, da je vedel za njihova imena. Veš, in tisti so tudi vedeli, da on ve, ne. Recimo, in če Mitja Meršol, sigurno nikoli ne bi nič slabega napisal Janezu Zemljariču, govorim hipotetično, ampak če ti za nekoga veš, da neke kompromitirajoče podatke, potem ga imaš nekako v roki, ne ga lahko izseljuješ. In s to knjigo, glavna vrednost je v tem, da zdaj izseljevanje ni več mogoče, ker je to javno. Marte Kos ni več mogoče. Niti Evropske komisije, ker je kontaminirana bila s to. Ko vlada je poslala sodelavko udbe in kontaminirala Evropsko vlado. Ja, vlada Roberta Goloba. Je bila opozorjena. Mi smo jo opozarjali. Ima to šifro, ta šifra je nezlomljiva, ona je rekla, to so neki spiski, to nima veze. Se ima vsak neko številko? Jaz se nimam recimo, ampak se nima veze. Ona je kompromitirala s tem Evropsko vlado. In zato je to pomembno, da sem jaz najdel teh 10 dokumentov in je s tem stvar javna in to je največja vrednost, težko govorim jaz kot avtor, ne govorim kvaliteti knjige, ampak govorim o tem, da je to po mojem mnenju zelo pomembno, da javno izseljevanje Marte Kos in Evropske komisije ni več mogoče. Ona je zadolžena za Srbijo, razumete? Mislim, ne? Srbi pa imajo te arhive. Ja, zdaj recimo eno poglavje je udba za začetnike, ne? Mogoče, ker se pri Marti Kos pojavlja to, da je registrirani vir, pa kaj točno zdaj, kako je bila ta njena udbovska kariera, kako se je gradila? Mi imamo podatek iz te centralne abecedne ali udbaneta evidence, da je bila ona leta 87 ima šifro registriranega vira udbe. Se pravi, da je ona lahko bila tudi že prej. Zakaj? Zato, ker imamo samo iz tega leta to abecedno evidenco. Če bi bili iz leta 76, bi lahko primerjali, ali je bila že leta 76. Pravi, zelo mlada. Udba je zelo rada vrbovala mlade ljudi. Tudi partija rada mlade ljudi spremljala v partijo. To je bila politika. Dobiti že mladega človeka, pa ga inštruirati, pa ga oblikovati, pa ga pelati skozi življenje, skozi njegovo kariero. Vse ona ne bi prišla v Deutsche Welle, če ne bi registriran udbe. Iz dokumentov se jasno vidi, da je največ pomagal pri tem sodelavec Lovro, da je prepričal šefa slovenske sekcije, ki je bil zalezovan od udbe, Alojza Lampreta, da je na nek način forsiral Marto Kos njemu in je on to sprejel in potem vidimo cel ta postopek, kako gre ta, rekel, to udbovska želja, trud, da njo spravijo v Deutsche Welle. V Deutsche Welle. No, za Lovra ne vemo, kdo je. Ne vemo. No, zdaj, sumem, pišem v knjigi, kdo ne bi lahko to bil, ampak... A res, tega pa nisem našla. Kdo pa? Koga sumite? Zdaj pa jaz tudi več ne vem na pamet imena. Ampak sumem, ker ima nekdo iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ker so se oni dobivali, je samo eden, ki je bil sodelavec udbe. Ja, ampak ta je nek obrtnik, to pa vem. Mislim, da je Jamnik, ne? Ja, da je to nek obrtnik, ne? Mehanik, pa mi ne gre skrb, ker je on hodil na likovne razstave in tako naprej, ne? Ampak gledajte, pa ne Marta Kos, kdo je to bil, ne? Res je, pišete o nekem mehaniku, tako.
spominjam se zdaj. No, zdaj pa poglejmo. Ne morem 100% reči, da bi on, čeprav sumam, ampak ne morem. Zdaj, Marta Kos za začetnike je naslednje poglavje. To je tudi zelo No, ampak zakaj sem jaz pisal za začetnike Udba? Jaz sem to že večkrat v svojih knjigah pisal. Zato, ker sem knjigo tudi prejedel v angleščini, hotel v mednarodni javnosti bolj rekel tako na jedrnat način in plastično pokazati, kaj je bila to Udba. Torej, a je zdaj ta Udba za telebane, bi rekli pogojno rečeno, to so te znane knjige, ne? Zdaj, ali je bila ta tajna policija tudi v drugih državah taka, je tudi izhajala iz tega kriminalnega. Recimo, kako tujci zdaj dojemajo, bodo razumeli vizavi Stasija in drugih tajnih služb ali ne? Ali gotovo, ker na nek način je bila ta dvojček Stasija, ne? Ja. Sej, recimo Elon Musk, ko so ga zdaj smo dali štrafnem, so ga nekako 120 milijonov pobrali Evropska komisija. Je se razburil, pa je napisal na svoj tweet je naredil, ne, da so to Stasi komisarji. Ne. Ampak dejansko on je to tako pač pluval, ne? Ni vedel, ne, za Marto Kos. Ampak zdaj pa vidimo, da se ni motil vsaj za enega člana, ne, te komisije. Ne? In to je že v slovenski, ne, da je ona Stasi komisarka, mislim, Udba komisarka, ne, ker Stasi pa Udba sta skoraj siamska dvojčka, ne, po svojih načeljih, metodah in ideologiji delovanja. Ja, se to je kopirano iz Rusije. To sta oba kopirana iz Rusije. S tem, da je seveda, ko smo se mi ločili leta 1968 od Sovjetske zveze, se je to ta pritisk malo umilil. Je dobil bolj mehke poteze. Ne? Ampak čeprav, če je bilo treba koga ubiti, ugrabiti, umoriti, bombo vršiti, če je bilo potrebno, so pa to brez pardona naredili. Vse isto. Ja. No, torej, zdaj recimo te dokumenti, nekega dne mogoče ali nikoli, te kopije, pa še drugi, seveda več kot teh 10, so danes kje? Večina je uničenih v Sloveniji. Ampak zunaj, Beograd? Zunaj so pa v Beogradu. Zdaj Rusija, Moskva? Če srbsko obveščevalna, ki te arhiv Udbe v Beogradu niso dali v arhiv Jugoslavije ali Srbije, ampak so dali v arhiv obveščevalne službe. Vse v obveščevalni službi. Jaz sem bil v Beogradu, ne moreš priti do tega, ker v arhiv obveščevalne službe pa res ne moreš priti. Ne? Jaz sem sicer pisal Jovanka in Udba in sem ogromen dokumentov udovskih dubov. Zakaj? Zato, ker je bilo predsedstvo SFRJ zadolženo za Udbo in je Udba tja pošiljala dokumente. Kopije, Predsedstvo je pa odprto. In zato sem jaz dobil gradivo Udbe v jugoslovanskem predsedstvu, ogromno za Jovana, tako da sem lahko solidno knjigo, solidno dokumentirano, ne govorim kvaliteti seveda, ampak solidno dokumentirano knjigo o Jovanki, brez da greš v Beograd, sploh nimaš kaj pisati o Jovanki. Za Marto Kos pa ne. Za Marto Kos je pa tukaj, ampak za Marto Kos v Beogradu ne boste nič dubali. Šele, če se bo Srbija enkrat odločila med Rusijo pa med Evropo, ne, to je pač težko, kaj bo ta Srbija naredila, ne, če bo hotela v Evropo, bo Slovenija, če bo ta prava vlada, ne, bo Slovenija rekla, ne morete Evropo, dokler nam date vseh teh arhivov. Ne samo Udbe, ampak tudi vojaške politične policije Kosa, ker so celotno gradivo Ljubljanske armade, ki je obsegala Slovenijo, odpeljali takrat, ko smo jim dovolili, da odidejo, ne, v Beograd. To moramo zahtevati, se pravi, Kos, Ljubljanske armade najmanj, plus ves material zvezne Udbe, skupne Udbe. Takrat bomo videli marsikaj, kar je v Sloveniji uničeno. Ja, če bomo dočakali. Ene generacije bodo dočakale. Sicer pa so v Sloveniji ti, ki so bili zadolženi za Marto Kos, Stojan Celin, Slavko Verčkovnik in Jože Žabkar, že omenjeni, a ne, to je pa ta, ali je še kdo? Nikola Prokšelj, Miro Kolenko, Janez Bezjak, Marjanca Škrabar, mogla sta vedeti pa tudi šef Udbe Ivan Eržen, pa njegov pomočnik Štefan Tepeš. Pa Kučan? To pa ne vem, če so njemu v tem poročali. Ja, ampak ona je bila v njegovem forumu 21, ne, ustanoviteljica. Ja. No, jaz lahko samo špekuliram. Nihče mi tega ne bo povedal in tega dokumenta nimate, ker bi nekdo rekel, jaz sem povedal Kučanu, da je bila Marta Kos sodelavka Udbe. Tega ne boste našla. Tega tudi ne obstaja. Eno poglavje je Marta Kos za začetnike, tudi zanimivo. Ne? In zdaj, takole bom se sprehodila, pa boste potem vi komentirali. Recimo 1. aprila 1989 pride v RTV Slovenija, čudno, ne, da ravno na RTV, športna redakcija. Potem takrat je že vir Udbe, ne? Takrat je že vir Udbe, ja. Potem je bila v Kölnu, tu se preimenuje iz vira v Sodelavko. Iz Tare, vir Tara v Sodelavko Blanko. Ja, tam, kjer je, to se pravi, ona je, ko je bila v športni redakciji RTV, že Tara. Ja. Tara je bila ona je najmanj leta 87 že
Tara. Že je vir, ker imamo to podatek v centralni abecedni evidenci, čeprav jaz sem prvi dokument v njej najdel, mislim, december 88, ne. Ja. Se pravi, tle noter nam veliko manjka. Potem zanimivo, ne, recimo, če bi vi pisali o RTV-ju, tako kot ste o Delu, kaj vse bi tam našli, mislim, da bi kar našli veliko stvari. Veste, zakaj je težko pisati o RTV-ju? Zakaj? Ker če pišeš o Delu, ena stvar vidiš, da lahko iz članka ugotoviš, kdo je bil kaj, ne? S kom, recimo, en sodelavec Udbe je dobil akreditacijo, da gre na kongres Socialistične partije Nemške demokratične republike, ne? In potem sam gledate, kdo je poročal iz Nemčije, pa dobite ime in priimek tega. Pri televiziji pa drugače. Nimam tega arhiva, ne? Če jaz dobim nek podatek, da je nekdo neko oddajo pripravljen sodelavec, kje bom to najdel? Takrat se sploh ni to še spravljalo, ne? To je velik problem, ker pri Delu imate dejansko ohranjene tudi te dokaze, časopisne, ne? Vire, ja. Dokumente, to ni problem, greš v NUK, greš v Slovansko knjižnico, kamorkoli. Pri RTV pa tega ne moreš ugotoviti. Ja, zanimivo. To je problem, ne? Drugače bi se dala solidna knjiga o tem napisati. Ja. Ko gre v Köln, je na Radio Deutsche Welle je že Blanka, ne? Tako je. Ja, potem pa greva, se sprehodiva, 2 leti je bila na Radio Deutsche Welle. Mislim, da 3 leta celo. 3 leta, okej. Potem je postala dopisnica iz Bona pri 28, spet. Najmlajša, ne? Najmlajša, Med vsemi tistimi. Imela je zgledno udbovsko kariero, bomo rekli, ne? Imela zgledno pomoč, ne? Ja. Ja, potem postane leta 97 direktorica vladnega urada za informiranje, pa tiskovna predstavnica vlade pri Janezu Drnovšku. Z njim se ni najbrž dobro razumela, ampak se je spominjam, veste, je bila kar težavna za novinarje, je jemala besedo. Jaz sem takrat hodila na tiskovne konference, je bila kar težka, ne. No, se kaj ona rekla za novinarje, ne? Se sem tle dal v začetek, v dnevniku je rekla 6. september 97, ne. Lisica je prav zvita zver. To je pesem, ki bi jo Marta namenila novinarjem, ne. Mislim, zelo grd odnos. Ne, ja, grd odnos. Ja, to lahko potrdim iz prakse. Ja, iz prakse lahko potrdim. No, potem pa je bila v kabinetu Gospodarske zbornice Slovenije leta 99 pri Jožku Čuku, je bila vodja odnosov z javnostmi in potem postala leta 2003 tudi podpredsednica GZS. Nekje pišete, da se jo je Jožko Čuk bal. Jaz sem to najdel nekje v časopisih, ne, ko sem to gledal. Njenem intervjuju. Mislim, da to njena izjava. Ne vem, zdaj natančno. V Jani mogoče, ne. Nekje je ona veliko nastopala v teh rumenih časopisih, ne. Jaz takrat nisem tega spremljal, potem sem si vzel to, sem pač v delu dokumentacijo, sem mi dal pregled njenih člankov, ne. Pa na internetu se to dosti najde, ne. Predavala je tudi na FSPN oziroma danes FDV, kar dobro, to je jasno, čudno, ne? Ja, to je eno leglo tega. Valilnica kadrov. Potem leta 2004 je ustanovna članica Foruma 21, tu je pač očitno povezana s Kučanom, ne? Potem pa je, pazite to, ne, to je zelo zanimivo, 18. septembra 2008 je za 8440 € objavila celostranski oglas v Delu, kjer govori, kako jo je sram in kako je žalostna in razočarana nad to vlado, takratno vlado. Takrat sem jo prvič opazil. Ja, vsi mi. Jaz prej nisem tega imena niti poznal, moram reči, ne. Se mi ni sploh nobenega pomena, mi ni predstavljalo to ime. Ampak takrat sem pa opazil, seveda, ta celostranski oglas je bil velika stvar takrat, tiste dni, to je bilo pred volitvami, ne, takrat. Ja. In se mi je zdel tudi grd oglas, zato ker ne sem, dobro, če napadla Janšo, pa Rupla, pa Mate, ali ne vem, koga še se, tudi spravila se je na žena od Rupla, ne, mislim, to je bilo malo neokusno, ne, in z tega delali nek velik državen problem, ne. Ja. Tako da, to se mi je zdel zelo grdo, takrat se mi je nekako, to je bila vstopnica, ne, očitno je bila vstopnica v to elito, ki je pozneje njo pripeljala do diplomacije. Do diplomacije, pa pozneje naprej, do kandidature, ker je odstopila za predsednico, pa potem seveda, to je pa višek njene kariere, komisarka, to je velik uspeh, ne, za enega človeka. No, se to je bilo precej prerivanja. Ona je zelo ambiciozna, ne, ja, to se vidi. ambiciozna je, ja. Nič hudega, ampak to je veliko dosegla, ampak zgleda, da je skozi bila nekako porivana z ene sfere, enega dela politične sfere. Kučanove.
Recimo. Ja, recimo. No, ker to je v bistvu neka vzporednica z našo Niko Kovač, ne? Ona tudi zdaj pred volitvami je očitno nagovorjena, mogoče plačana. To je pa sploh nezaslišano, neka civilna družba se pojavlja kot nek politični faktor. Ja, koncu tudi tukaj Marta Kos je bila tudi neka civilistka, fizična oseba. Ona tudi kot komisarka je napadla Janšo, kot vodja opozicije. Ne? Ja. Mislim, tudi ni okusno to, ne, da en komisar evropski napada politično v svoji državi nekoga. Ves čas deluje kot udbovka, udbašica, ali kako bi rekla, še vedno. Ali pa z neke strukture, ki je iz tega izhajala, ne, iz tega miljeja. No, potem pa 26. aprila 2011 v pogovoru zajama prav tako spet, ne, iz tega Kučanovega kroga očitno postane zvočnik, ne, in pravi Pahor, zapustite prestol. Ja. Kdo je Marta Kos, da bo to rekla? Ne? Ja, isto. No, potem seveda ima tudi, ker nastopala je tudi s priimkom Marko, to je bil njen soprog, pa sta se razšla in takrat potem postane Alenka Bratušek jo pač da za karierno diplomatko, karierno, ne politično. To je Jankovičeva varianta. Ja, Jankovič, v Nemčijo, v Berlin gre. Ker ona veliko predavala v mestni občini s svojim pojmovanjem, ne vem, PR ali ne vem, kako se že to imenovalo. To sta z Markom imela pač neko podjetje za svetovanje. Dobro služila v mestni občini, to ravnatelji vrtcev so mogli gledati in šol na ta predavanja. In ravnatelj gre tudi, citiram po reporterju, da je bilo to mlatenje prazne slame, ne. Je pa ogromno tam zaslužila. Ja. Se pravi, to je vse ta krog. Ne? No, potem je zanimiv dogodek, da ji da nemški Frank-Walter Steinmeier ji da v bistvu državno odlikovanje Nemčije. To pa ne po kakšnih kriterijih. To je tudi zanimivo. Ne? Na to se ona tudi sklicuje. Bova prišla do tega. No in potem gre leta 2017 v Berlin, v diplomacijo, ne? Tudi tu je bilo nekaj pritožb strani zaposlenih. Misliš v Švico? Ja, gre v Bern. V Švico, ja. Bilo je nekaj pritožb, ne, tega in potem leta 2021 ustanovi Kos Consulting and Coaching v Ženevi, ne, s tem novim soprogom očitno. In potem leta 2021 tudi ustanovi skupino skupaj z Natašo Pirc-Musar Ona ve, ne, to je spet mogoče bolj feministična, in gre potem avgusta 2022, ima kar dobro kariero, ne, gre v Gibanje Svoboda. To je bilo nekaj prepira, očitno Kučan pa Robert Golob, ja, Marta Kos ali ne, spet je bila. Ker je Kučan pol podprl Pirčevo, ne? Ja, so bile neke intervencije, no in seveda... Ampak jaz mislim, da ona takrat odstopila, zato ker je Požar začel pisati o njenem udbovskem pedigreju in zelo povedal, kdo je bila njena zveza. Ja. In je zelo dobro vir, nekaj je mogel imeti Požar vir, da je rekel, da bi Stojan Celin njena zveza, ker se v teh dokumentih popolnoma potrjuje, da bi Stojan Celin njena zveza. Verjetno se je takrat ustrašila, to je moje mnenje, in se je umaknila. Ja, potem se je pa pripravila dobro na komisarsko vlogo in je na zaslišanjih to odbila. Čeprav mogoče še kaj pol rekla. Bova o zaslišanjih še povedala, tudi njene citate. No in 1. decembra 2024 postane evropska komisarka za širitev. Ne? In zanimivo, ravno danes članek v Delu, ne, so jo takoj poiskali novinarji, Petra Žerjavič je že govorila, da bi mogoče malce prekrila zdaj tole knjigo, da jo spet povzdignejo, ona razlaga o širitvi pa Črne Gore in tako naprej. Mislim, to je pa ena velika katastrofa za slovensko novinarstvo. Ne? Ja. Da Delo, pa nacionalna televizija, sploh ne objavta, da sem jaz napisal knjigo, pa ne zaradi mene, ampak da sem jaz dokazal, dokumentiral, da je bila evropska komisarka, ki je lagala, da to ni bila, sem predstavil 10 novih dokumentov, ker neizpodbitno izhaja, da je bila ona sodelavka, vir oziroma sodelavka Udbe, povedal sem njena kodna imena, povedal sem, kaj je poročala. In da niti besedice tega ne najdete v Delu za evropske komisarje Slovenije. Potem imaš pa nek intervju, rekel tak intervju, ki ničesar ne vprašajo o tem, ne, kot zdaj bomo to pokrili. To se ne bo pokrilo. To se ne bo pokrilo s tem. In to je sramota za Delo in to je sramota za nacionalno televizijo, za državno televizijo, javno, tako kot se imenuje. Da ni besedice o tem. Saj jaz si nisem videl. Ja, tudi jaz ne.
No, zdaj poglejva, vi imate veliko dokumentov, pa se bomo zdaj sprehodili skozi teh dokumente. Pa bova pogledala, bomo začeli. No, tole je prvo pojavljanje vira Tare. Tara je to zdaj Marta Kos, ne? Ja. Marta Kos, in sicer razložite nam. To je vse iz knjige. Ja, to je načrtna, ja, to je ta sodelavec Udbe, ne? Lovro, da se približuje temu nosilcu strune, to je Alojz Lampret, se pravi šef slovenske sekcije Radio Deutsche Welle. Njega so zalezovali. Njega so zalezovali in ta Lovro je bil nek, zgleda, znanec, prijatelj od tega Lampreta. Mi ne vemo, kdo to je, mogoče nek obrtnik, kot ste rekli. Ne vem, ja. Pač sodelavec Lovro. Ja. In mogoče se bo kdo to zdaj, ko bo to bral, bo videl, bo iz tega konteksta lahko ugotovil, ne, kdo je to bil, da, vidite, se že pogovarjate, da vir Taro zaposlimo na Radio Kelen. Se pravi, zdaj ta sodelavec Lovro začne tega Lampreta nekako usmerjati, da bi on kot šef sekcije imel veliko vlogo v teh izbiri, da bi to Taro oziroma Marto Kos zaposlili na Deutsche Welle, ker bila za Deutsche Welle bila izjemno pomembna za Udbo, ker bi to zelo pomemben radio, ki so ga poslušali po celi Jugoslaviji. Ja, sej imate o Deutsche Welle, ne, in pišete, ne, recimo ta Deutsche Welle je pokrival nekdanji vzhodni blok, ne, in si jih je seveda zanimalo vse, kaj se dogaja. Imel je slovensko sekcijo, srbo-hrvaško sekcijo in makedonsko sekcijo. Se pravi, pokril vse jezike, razen mogoče albanščine na Kosovu, ne? Pokril vse jugoslovanske jezike s temi sekcijami. No, to je en dokument, ki govori o Tari. Pa gremo naprej, poglejmo naslednjega iz vaše knjige. Tole je tajna informacija o razgovoru sodelavca Lovra, za katerega ne vemo, ne, točno kdo je, s struno, to se pravi z Alojzem Lampretom. Ja, vir je Lovro, ne, on je bil v Kelnu na obisku pri, se pravi, struni, se pravi pri Lampretu in tle se pogovarjata o Tari. Tle ona ni direktni vir, ampak se pojavlja kot tista, ki spet se ona pogovarjate o njeni zaposlitvi, kako bi jo spravili na Deutsche Welle. Očitno je bila Marta Kos kot Tara že tako zanesljiva, da so se potrudili, da so njo plasirali tja. Očitno so jo ocenili kot eno sposobno, ambiciozno žensko, ki bo za njih zelo koristna v Nemčiji. Ker prijavljali so se tudi drugi, ne, pa niso uspeli, ne. Jaz ne vem, se jih prijavil, ampak to je bilo lukrativno mesto takrat na Deutsche Welle. No, potem imamo dokument. No, to je pa Depeša, ki je podpisal Verčkovnik. To je bil Slavko Verčkovnik, šef slovenjgraške Udbe. In tukaj vidite, vir je Lovro in vir je Tara, se pravi Marta Kos. In tle pa govorijo, da je Lampret prišel v ženo in tako naprej. Na Prevaljah je imel hišo, tudi čist bliz Raven. In mislim, da se tle, da se je dobil staro, no, prvič se je dobil staro, Lampret, se pravi z Marto Kos, na pogovor in tako naprej. Potem je še en dokument, ki še bolj podrobno to opisuje kot ta Depeša. Ampak povejte mi, kdo je zdaj napisal s flomastrom Lampret? To je nekdo, zakaj so to, ker Lampret spod je struna, ne? Ja. Zgleda, da je ta dokument krožil okoli, pa so, da bi tisti vedeli, kdo to je, ne? Ja, to je šlo širše. Morate vedeti, v Udbi niso vsi vedeli za kodna imena. V centru so vedeli za svoje kodne imena, pa ne vsi. Načelnik je vedel za vse, ampak posamezni udbovci, ki so imeli na zvezi določene, niso vsi vse vedeli. Ker če bilo preširok, bi lahko prišlo ven, kdo je to, ne? Tudi v Ljubljano, ko so pošiljali šifrirano. Ja. Ampak sigurno načelnik drugega oddelka je vedel, ne? Se pravi, šefi so vedeli. Imel zraven šifrant. Ampak v Udbi so tudi skrivali, niso vsi vedeli za vsa kodna imena. Sveda, šefi so veliko vedeli. Jaz zdaj težko rečem, ker nisem bil šef Udbe, ampak tako vidim iz dokumentacije. Ampak gledajte, 3. novembra 1988. Nekdo je pač prečrtaval in z flomastrom pisal, očitno je hotel, da se ve, kdo je struna, ker posod, ker je struna, je prečrtan, pa piše Lampret. Ja, in gor vidimo, na primer, tovariš Prokšelj, pa Žabkar, pa Škrabar. Škrabar je ženska. Ja, ženska, to se prej omenili, to se pravi, skozi vse te roke je to šlo. To so njihovi podpisi, očitno, ne? Da so to videli, ne? S tem so potrdili. Ne? Tam je še ena šifra, ne vem, če je gor. Skratka, tako so funkcionirali, da so določene stvari dopisovali, ali pa kdo naročil, da se pošlje, torej Škrabar, ker mislim, da je bila dokumentaristka, ne, da je to zavedla nekam. Zavedla, ampak gledajte, kakšen birokratski aparat, ne, 700 udbovcev,
potem 3500 špicljev, pa to je bila cela država. Ampak morate vedeti, da je bila cela javna policija v funkciji, če je bilo potrebno. Ja. So imeli strašna pooblastila, lahko so naročili policajem spremljanje, lahko so vzeli njihov avto, mislim, oni so bili, bi rekel, pretorijanska garda, ne? Oni so imeli strašna pooblastila, tudi proti javni policiji. Javna policija, jaz sem govoril s policaji, jih niso preveč marali, ker so bili malo naduti, vzvišeni in tako naprej in se lahko njim ukazovali, ne. Javna policija je bila pa ogromna, ne, to je bilo tisoče ljudi, se pravi, vse so imeli rok, če so kaj rabili, so kriminaliste poklicali. Meni je Gorenak govoril, ki je bil miličnik, ne, je rekel, če je bil nek napis dol s partijo, smo mogli nehati raziskovati umor, pa takoj tisti napis raziskovati, se pravi, to so bile vse prioritete. In potem se mi čudimo, kdo nam je ugrabil državo. Ja, pa te ljudje, ki še vedno živijo, ne? Ja, to je zdaj ta ugrabljena država. Dobro, zdaj gremo na naslednji dokument. To je informacija, dopis, tajna informacija o dogovarjanju Strune s konfidentko Taro. Zdaj pa se že ta Struna, Alojz Lampret. To je pravzaprav nadaljevanje une depeše, ki je kratka, tukaj je pa bolj podrobno opisano, kako sta se dobila, kdaj je prišel, s kom je prišel, ženo, kam je šla žena in tako naprej, vse se to poroča in seveda se tudi poroča neke politične stvari, vidite, o Kučanu, ne, in tako naprej. No, če gremo nazaj, tisto stran, če damo malce nazaj, točno bom prebrala, ne, recimo takole, ne, po njegovi izjavi, to se pravi Lampretovi, ja, naj bi bilo srečanje izredno zanimivo zaradi prisotnosti Mikuliča in Dolanca. V razgovoru se je pohvalno izrazil o Kučanu kot o zelo spretnem voditelju partije, ki se ni zlomil pred srbskimi centralisti. In spet naprej. To se pravi, on in v nadaljevanju razgovora je prešel tudi na Radio Deutsche Welle in na tega Flisa. Ne. Flis je pa novinar, ki ga obdelujete že vir Udbe Ahil. Ja, tako, v Delu. Vidite, ampak tle se Flis omenja s pravim imenom, zato ker je to slovengraška Udba, ki ne ve. Ki ne ve. Ne? On je bil, mislim, da je bil mariborski vir, ta Flis, ali ljubljanski vir, ne vem točno zdaj, ampak vidite, tle se, centri ne vejo za druge, ne? In če poročajo v njih, recimo tle v Flisu ne uporabljajo Ahil, ker ne vejo za to kodno ime. Ja, in tu govori, da je v slovenski sekciji na tem Radio Deutsche Welle razen njega, to se pravi tega Strune, ne, zaposlen še en tehnik, novinar Flis in napovedovalka, ki je doma z Bleda. To se pravi, smo mi močno ekipo tam v Radio Deutsche Welle. Ja, se jih bilo še več, ne, tam pol se vidi iz ene druge slike še, iz njega poročila, ko je Marta že v Kelnu, ona poroča o vseh tistih, ki delajo tam na Deutsche Welle. Pa so bili vsi Udba ali ne? Večina, ki jih Alojz Lampret ni bil, ne, ker je bil zalezovan. Pa zaprt je bil Alojz Lampret tudi pri nas. Zaprt in potem je po zaporu pač šel iz Jugoslavije in postal uspešen, da tako rečem, v Deutsche Welle. Se še živ. Jaz sem z njim v kontaktih, ampak zelo težko govori, tako da sem zelo težko, tudi ni mi znal povedati to Lovro. A res? Tako da se težko je z njim, ker težko govori, no. Jaz sem z njim pisno sem imel v kontakti, pa sem z njim v telefonskem kontaktu, ampak je zelo težko, ker je skoraj, mislim, da je okoli 100 let že, ne, ali pa malo pred 100 letnico. No, kakorkoli. Ona potem poroča o teh, mogoče, če imate tisto sliko še tle, boste tam videli, koliko je. Tako, tam, ko pridemo do te fotografije. Konfidentov Udbe, takrat, ko je Marta Kos v Kelnu. Tole, mogoče gremo na naslednji, to je zdaj ta. Naslednji pa kaj? Dokument spet? Da je Lovro obiskal, se pravi, Lampreta v Kelnu. Ja, zdaj pa ta Lovro, ta nek obrtnik, ali ne vemo, kdo je, je šel pa v Kelen. In tle se pogovarjate spet, da ga ta Lampret ga prosi, da Tara posreduje, se pravi Marta Kos, še nekatere dodatne zahteve Radio Deutsche Welle. Ja, no, sej ta kadrovski del, pa pogodba, to je bilo kar težko, ne? Mislim, bilo kar veliko podatkov je morala posredovati. So jo kar preverjali eno leto. Eno leto pa pol je trajalo, da so jo sprejeli. Pa kljub temu niso vedeli, da imajo Udbovko. Kako bi pa vedeli? Ja. To je bilo skrito, tajno. Ja.
Predstavljate, kakšno gnezdo udbe tudi v tujini. No, Goč Herman, Vujić Lazar, vse to so bili ljudje. Majer Viktor, spet ta novinar, od spodaj piše... Zalezovan. Namreč, to je povzetek, nimamo mislim, da ni celotne vsebine. Nekateri dokumenti je samo povzetek, to so elektronske baza, tam velikokrat je samo povzetek, ni še dodatne vsebine. In te so zalezovani. In tam bi se verjetno še Majer je bil zalezovan strahovito. O tem pišete v Delovi. Strahovito je bil zalezovan. Dobro, gremo še... Pod imenom Toper. Toper, ja. Potem je tu še en tle pa že dobi ponudbo za zaposlovanje na RTV, jo pa kontaktira... Stojan Celin sestavil? Ja, posod Celin sestavlja. Jo kontaktira en pomemben človek, ko že se piše nekje. Skratka, tle pa že dobi konkretno ponudbo za zaposlitev. Pravi, recimo, Lampret, da se je tudi osebno sestala z vodilnimi, to tudi pišete v knjigi, ne? A Šlegel, je tak, ki obvešča, Ja, tako. Pogodba za delo potem podpiše. Dobro, in gremo še naprej. Tole je pa... Popis aktov. Kaj je vloženo? Kjer piše, da je tudi... Ponudba za zaposlitev je tle nekam bila uvedena. Ampak gor nad tem je zanimivo, udeležba Menzinger Jožeta na seminarju Kriza v Jugoslaviji, ki se je odvijal decembra 1988 v Münchnu. To se pravi, imajo, konc koncev so sledili svoje ljudi, bom tako rekla. Nič ne bom rekla o Menzingerju, ampak vendarle, zanimivo. On je sodeloval, on je poročal, on piše, da se mi nič tazga ni zdel, da je Šupaj povedal, kaj se je dogajalo, da ni bilo nič tazga. Ja, lejte, Folmajer, Danilo, tudi vse so kar navedeni tudi v teh Večina teh stvari ni ohranjenih, z teh popisov. Tudi, mislim, da sem samo eno stran tega popisa najdel, ta podpis mora biti, več strani sem najdel tega popisa. To je ogromno dokumentov, ki samo naslove. Samo upisna knjiga, prideš upis dokumentov, nekdo v nekem to upisal. V vložišče, tako je. Ampak ta dokument je ohranjen, vidite, vir Tara, kar smo jo prej videli, ponudba za zaposlitev je ohranjen. Ampak še en dodaten dokaz, da je. Da je Tara bila. V redu, gremo naprej. To je pa zdaj Maribor, Maribor pa ne ve za Taro, pa piše, da bo Marta Košla, tle zdaj spet en. Mariborska udba 26. decembra 1989, prvič z imenom v tem udbovskem dokumentu omeni Marto Kos. To je pa zdaj črno na belem. Predvidena kot dodatna delovna moč na Radio Deutsche Welle. To pa ni ne Tara, Zato, ker oni ne vejo za njeno kodno ime. Čeprav pozneje, ko prevzamejo Slovenjgraški center, se pa ona pri Mariboru pojavi kot sodelavka. No pa zanimivo, lejte, vendarle te osebe so pa tudi Veronik Saša, Petelin Saša, Lampret Alojz, ki so omenjene oziroma... Kos Marta, Kos Marta, ja. To so vsi, ki so omenjeni v tem dokumentu. No, gremo naprej, bomo pogledali tisto fotografijo. Zanimivo je, to je zdaj ta fotografija, zanimivo je seveda Saša Veronik, ki je bil ravno tako na televiziji v službi in je napisal knjigo Novinarstvo med vilicami in nožem. Fotografija iz te knjige. Iz te knjige, ja, no tako. Povejte nam zdaj, kdo so te ljudje, so vsi Ivan Erzenšek, to je številka 1. Registriran vir udbe, ne vem kodnega imena. Moram pa reči, da je udba pred leti nazaj pisala, da on ni hotel sodelovati z udbo. Erzenšek? Ja. Ampak leta 87 pa najdemo med viri, Potem je Marta Kos, ki vemo, da je bila vir Tara, pozneje pa sodelavka udbe, Blanka, potem je Saša Veronik, ki je bil kodno ime Mile Babnik, sodelavc, ki pa izredno veliko piše udba v njemu, razočarana, ker ni hotel poročati in tako naprej, in ga izregistrirajo. Potem je pa Saša Petelin, ta je bil pa res, v vseh dokumentih se pojavlja strašno agilen, strašno veliko poročal, Deutsche Welle, predvsem v Alojzu Lampretu in vseh teh zadevah okoli Deutsche Welleta. On je imel pa kodno ime sodelavce, bil Gale. Ampak na tej fotografiji pa je ta Tara... To je skelna fotografija. Ja, že preimenovana v Blanko. Tako je. Ja, kdaj jo preimenujejo? Takrat, ko gre v Kelen. Ona piše, da je januarja, udba piše začetek februarja. Se pravi, takrat je ona že, jo inštruirajo, kaj ne počne, ker pišejo, inštruirali bomo Taro, ki gre na Deutsche Welle in preimenovali v sodelavko. Potem pa zvemo iz njega poročanja za Mariborski center, zdaj, ker je Slovenjgraški ukinjen, pa je to prenešeno
no, in Celin je zdaj na Mariborskem, Celin spet zveza in poroča Marta Kos kot Blanka, ne, poroča glede na inštrukcije, ki jih je dobila, preden je šla v Deutsche Welle. To je pa zabaven dokument tudi zame, no. Če se 4 strani, da ne bi vsega brali, nekako ona govori, da je Saša Veronik pa Alojz Lampret opozarjata, da je bo Udba skušala vrbati oziroma zasliševati, ko pride v Ljubljano. In nagovarjati. In ona to poroča, ne, smešno, ona poroča o tem, hkrati pa ona dejansko že sodelavka Udbe. Ja. No, torej, kje so danes? Ampak zanimivo pa, da ona prav, da se je infiltrirala v Zweite Deutsche Fernsehen, se pravi drugo nemško televizijo. Ne. Tudi prek neke prijateljice, ne, ki je omenja. Ampak ona je potem takrat, v tistem času, ko je prišla zelo hitro po tistem, je zelo sodelovala v neki skupni oddaji RTV Ljubljana takratne, pa ZDF. Na Bledu. Ja, lepo je biti muzikant na Bledu. Ne, se lahko to oddajo, vse je zanimivo, pogledate, res govori krasno nemško z nekim Jaz se spomnim tiste oddaje, ki jo je RTV delala. Takrat je ona bila seveda sodelavka. Ona o tem piše celo v tem svojem poročilu, ker dodatno dokazuje, ne, da je to ona. Ne. Takrat je bila že Blanka. Ampak se je bila itak ona edina tam, se vidite v tej skupini. Ne more reči, jaz nisem Blanka, jaz nisem Tara. Ne. Ja. Ne more reči, da je bila to Vida Petrovčič. Ne, to pa ne. To pa sigurno ne. To se pravi, kje so danes ti ljudje? Dobro, Marta je zlezla najvišje, ne? Marta vemo, za te ljudi ne vem, kje so. Ne? Saša Veronik je včasih bil na mojih predstavitvah, se ga spomnim. Ne, to je res, ker on piše v knjige, da ni hotel sodelovati z Udbo. To se je potrdilo zdaj v mojih knjigah. V udbovskih dokumentih. Absolutno potrjeno, da je rekel res, da je zelo odločno se vidi, rekel, ne bom z vami sodeloval. Kaj pa Rzenšek in Petelin? Petelina je veliko, kako poroča, z Rzenška nima nobenega podatka. V udbovskih arhivih, ne? O Rzenšku samo se omenja v Radio Deutsche Welle, ampak nimam pojma, vidim pa iz udba.net, da je bil vir, ne. No in tam vidim nekega slona. To bi mogoče bilo fajn, da on kaj spregovori, če še živ v tem. Ja, slon je pa ta slon Jaz mislim, a je to kipa, to ne vem. Ja, to je slon v trgovini s porcelanom. Očitno Igor Omerza, ki je zdaj to razkril in razbil to mrežo. To je nekje v Kelnu, ne. Ne vem točno. Dobro, gremo na naslednji dokument. Neka prireditev, kar ima kozarce v rok. Ja. No, tu pa je zdaj že zadeva sodelavka Blanka. Zdaj pa seveda Slovenjgraški center ukinejo marca. Trboveljski ukinejo, Novo mesto ukinejo, te Tamale ukinejo in se priključi Mariborskemu centru in imate spet Celin gre iz Slovenjgraškega v Mariborski in spet Marta poroča njemu. In to imate zdaj vse, kar je ona takrat v tistem kratkem času opazila na Deutsche Welle in se spoprijateljila z neko Pihler Natašo, ki pa je kdo, ste našli? Ona je bila Hrvatica. Ja, ampak Hrvaška Udba, ne vem, kako? Ne vemo. A je zanimanje, vi boste to izdali zdaj tudi v srbo-hrvaščini? Zdaj bo šla, mislim, še v tem tednu verjetno, e-book v hrvaškem jeziku, e-knjiga, ne tiskana. Bodo oni mogoče to morda bojo oni bolj zainteresirani, da to raziskali. Ali imajo Hrvati odprte te arhive? Odprte arhive, ampak seveda, ravno tako imajo problem z velikim uničenjem. So tudi uničevali? Ja, je pa popolnoma odprt arhiv. Ja. A kaj pa v Srbiji pa niso uničevali? V Srbiji, po moje, ne. Če so prenesli, ne verjamem, da so uničevali. Posebej, ker se not podatki, s katerimi lahko držijo določeni ljudi po določenih delih bivše Jugoslavije. Tudi Kučan je v teh, pač Vasiljevič je rekel, šef, načelnik Kosa, da je bil Kučan sodeloval s kodnim imenom Plavi, Kosa, se pravi vojaške tajne policije. Kučan je to po 23 letih zanikal. Zdaj, kdo ima prav, bomo videli, ko se odprejo arhivi Kosa. Omenjate tudi neko uslužbenko Danico Rosc, ki je tudi pisala to je pa analitičarka v 10. oddelku, analitski oddelek Udbe, ki leta 86, preden Marta Kos se pojavila na Deutsche Welle, pisala zelo izčrpno o Deutsche Welle. Z tega sem veliko črpal, da sem lahko naredil neko ogrodje, da sem pokazal, v kakšno okolje je prišla Marta Kos. Zato je to poglavje, v tem poglavju obdelava struna, ker je ona to naredila, to obdelavo. Kvalitetna obdelava, moram reči. Zakaj so zalezovali tega struno? Oziroma Alojza Lampreta? Zato, ker je bil na Deutsche Welle. Deutsche Welle je bil zelo zanimiv.
Oni so skušali vplivati, da ne bi preveč hudo poročali Jugoslaviji. Kateri imigranti se tam okoli zbirajo, okoli Deutsche Welle. To so bile zelo zanimive stvari, ker je Deutsche Welle zelo pomembna radijska postaja. Ja, in on je imel... Kot BBC, recimo. Slovenski program. So imeli tudi vedno kakšnega sodelavca tam v BBC-ju. Deutsche Welle pa še več, ne? Mimogrede, BBC sodelavci ali pa te naši Slovenci so šli, Tomaž Domicel, potem Kastelic Brane. Ampak to jaz ne vem, če so oni ne vemo, ampak recimo, sam da jih omenimo, Ksenija Horvat, ki je zdaj direktorica televizije. Vem za Mitja Meršola. Mitja Meršol, ja. Veno Taufer, ki je pozneje postal zalezovanec, v zadnji fazi Jugoslavije. Potem je bil ta poet, ne. Taufer? Ne. Taufer je bil filozof. Ja. Z imenom poet. Kodno ime poet, Taufer je pa pozneje dobil kodno ime zazovanja poet. To je malo tako, Ja. Se je malo zmešano. Saj to opisujete v knjigah. Opisujem to. To, kar je zanimivo, je ta Alojz Lampret, struna, ki ga zalezujejo, se je leta 1949 sestal tudi z Matjaževo vojsko. To je bila pa Matjaževa vojska, opozicija protikomunistična med drugo svetovno vojno, ki je potem so odšli. Pišete tudi o Matjaževi vojski. Ja, Lampret je globoko veren človek, ne? Ja. Po teh podatkih, ki jih jaz imam, in verjetno je bil nagnjen protikomunistično, da tako rečem. Ja. Z nekim ilegalcem se je sestal pod Uršljo goro, to zvar prišel k nam in bil tudi zaprt. Imel intervju s Kozbekom, z Bölom, Šuštarjem, hodil Grmičem, v Drago. Jožef Tisnikarjem. Ker se je zanimal tudi za umetnost. Tisnikar pa spet z tega področja, Koroške. Dobro, imamo še kakšen dokument? To je zadnji dokument, se pravi zopet nek popis dokumentov, to je pa samo ena stran, sem dobil, ker je pač nekam bilo to vloženo zaposlitev v ZRN. Še en dodaten dokaz, da ta dokument je pač ima dokaz, da je bil pisan nekam. Ja, spodaj zadnja zadeva tudi odkljukana. Marksistični krožek Che Guevara. Ugotovitve, mislim, kaj je ta Slovenija, kaj je to? To je... Romana, jaz sem stavil stik, ne, da to romana. Ja. Dobro, boste vi nadaljevali z vsem tem raziskovanjem, kar se arhivov tiče, seveda vi še naprej to raziskujete. Jaz imam že 3 knjige napisane. Ena je Dimitrij Rupel Negativ, se pravi zalezovanje Dimitrija Rupla, potem imam pa še 2 dela Cirila Žebota Peter, zdaj sem šele prvi del. Imam še 2 dela Cirila Žebot Peter, meni počasno manjkuje gradiva, moram reči. Zdaj se bom usmeril bolj na scenarije, ne bom probal kakšne filme delati iz tega. Sej tudi tu je bil zanimiv film na tej predstavitvi. Ampak to je 10 minut. Ja. Zdaj pa gremo v ta najhujši del, konec, torej lejte, to je perfektna kariera Marte Kos, praktično iz Koroške, otrok nekega delavca, mama doma, en tak vaški otrok, ki pride na koncu do Strasbourga, Brusla. Jaz sem zvedel, nekdo mi je rekel, da je čistilka. Mama. Če je to res, je ona to potem zamolčala, ker piše, da je bila gospodinja. Ne vem. Ampak en delavski otrok, od nikoder praktično, pride do Ženeve s tem. Ampak vsi so izobraženi, vsi 3 otroci. Ja, zanimivo. Pa pride tudi do Brusla in Strasbourga in zdaj ona, seveda na zaslišanju bom prebrala, kaj je točno rekla. To je iz vaše knjige, sem si tole morala prav malce podčrtati. To je iz magnetograma, ne? Ja, iz magnetograma. Tako da ni to izmišljotina. Zdaj takole navajam, to vi pišete, to je v navednicah, to je rekla Marta Kos. Nikoli nisem bila članica službe državne varnosti. Ob koncu prejšnje države sem bila študentka, dijakinja in operira se s seznami in s številkami. In avtentičnost teh seznamov je popolnoma nekredibilna in zlorabljajo jih prav tisti, ki so nekoč na seznamih bili, pa jih danes ni več. Nemogoče bi bilo, da bi postala veleposlanica v Švici in v Nemčiji, kjer so me pregledovale tuje varnostne službe, če bi bila sodelavka, in nemogoče bi bilo, da bi mi Zvezna republika Nemčija po temeljitem preverjanju podelila enega najvišjih državnih odlikovanj za tujce. To je povedala v Ljubljani. Kako lahko to komentiramo? Tiste preverke lahko vržejo smeti, ne? Ja.
Bili so v arhivih in ni bilo, ne? Jaz sem bil 20 let v arhivu, da sem najdel 10 dokumentov o Marti Kos. No, še sem dokumentov o Marti Kos že najdel pred 10 leti. Ja. Pa nisem vedel, da je to Tara, ker nisem imel pojma o Marti Kos. Sem rekel, to je neka brezvezna slovengraška zadeva. Ja. In nisem pol tega naprej, ker nisem vedel, kdo to je. Ker nisem nič vedel. Kdaj ste vi našli ključni dokument o Marti Kos? Najdel sem ga potem, ko je bila v Demokraciji objavljena njena udbovska šifra, sem šel to preveriti, da to drži, ker je original tega je v arhivu, sem najdel, da to drži ta šifra 14 000, da je to korektno. In potem sem jaz razmišljal in potem sem začel pa razmišljati, potem sem začel ta njeni življenjepis gledati in videti, da je bila Deutsche Welle. Potem sem jaz nekaj imel v spominu, da sem jaz nekaj v Deutsche Welle en dokument gledal. In potem tega nisem jaz niti zabeležil, in potem sem šel gledati neke škatle, ki so se mi zdele po nekem katalogu, ki so, da bi bilo to približno tam in sem najdel ta dokument, ki sem ga najdel že zdavnej. In tako je Tara in tako je izviden, to je seveda Deutsche Welle in se mi začne odpirati. Ne. In potem sem najdel še par dokumentov, tisti, ki sem jih že najdel, potem sem najdel pa blanko pa lansko leto. Ja, in pravi, da je ta seznam popolnoma nekredibilen in te sezname zlorabljajo tisti, ki so nekoč na seznamih bili, pa jih danes ni več. Udbanet je popolnoma verodostojen. Na njemu je več kot milijon imen. Z vsemi priimki, datumi, očeti, mamami, ne vem, kazenskimi zadevami, ogromno podatkov. To je tako, kot hotel telefonski imenik reči, da ni verodostojen. In danes jih ni več. Je kdo lahko zginil z tega seznama? Prav, so bili, pa jih ni več. Kako bi zginil seznama? To so pač na mikrofilmih, danes so spravili elektronsko obliko, lahko smo videli na Udbanetu, lahko vidite, jaz imam to odprto, imam naročeno skozi v arhivu, pogledam vedno računalnik, ker je to verodostojen vir, ne? Zame arhiv, tisti Udbanet je lahko kazim, lahko kdo res kaj dol dajal, ne? Jaz se ne spoznam na to, ampak tam je, in to gre od 1 do milijon, ne vem koliko. Tam je verodostojno. Kdaj pa je to prišlo v ta naš arhiv? To je kupil Lajovic od nekega udbaša. To ne vemo, jaz ne vem, kdo ta Lajovic je že umrl, ne, ta imigrant. Avstralski. In potem je to Leljak spravil v arhiv Slovenije. Se pravi, arhiv sprejel to kot verodostojen dokument, ker je verodostojen, ker je milijon ljudi, sem že rekel, to je nemogoče, da to ne bilo verodostojno. Nemogoče. Prav, moral je Roman Leljak to vzeti in spraviti tja in oni so morali to vzeti. Seveda so, ne morali, oni so ocenili, če je to verodostojno. Ja. In to je absolutno verodostojno. In vsak gre lahko če vi najdete en telefonski imenik, ne ste v arhiv ga bolj sprejeli, ne, če je pomemben. Ne. Se je nemogoče to ponarediti. Ne. Ja. In potem bi ona, če je rekla, da to bi mogla reči, spisek je ok, sam šifra, jaz nisem bila ta šifra izmišljena. Spet vemo, da je ta šifra, poznamo to šifro, nekdo bi se mogel zatipkati, pa reči, da namesto 14 000 kazen, ne, mislim, pa ima še osebno številko 5 000, pa ne vem, koliko še zraven. Ker to je splošna številka, pa imaš pa še pomišljaj, pa še osebna številka 5 000, ne vem, koliko. Pa rojstni datum. Rojstni datum, oče, mama, ne. Ja. Vse je noter. Vse je noter. Ja. Naslov, kjer stanuje, rojstvo, ne, kjer je rojena, rojstni datumi. Ja. Dobro, in zdaj takole pravi... Ampak vse to je zdaj brezpredmetno, ker je zdaj dokazano, da je bila vir. Da je bila vir, ja. In tukaj je tudi še dodatno dokazano. Njen citat je takole, ne, je rekla, da v odgovoru, da je na spisku, to iz vaše knjige, je to dokumentirano dejstvo skušala zminimizirati s tem, da je dejala, da je bil spisek zlorabljen, kajti na spisku so 3 prejšnji slovenski premierji, 3 bivši predsedniki naše države, 3 bivši poslanci Evropskega parlamenta, predsednik Vrhovnega in Ustavnega sodišča, za njiju ni povedala časovnega obdobja. In potem citat, vi jih poznate, je rekla Marta Kos, jaz jih poznam, jaz ne bom govorila o njihovih imenih, zato ker ne verjamem, da so bili sodelavci. Toda ne morem govoriti v njihovem imenu. Lahko govorim samo v svojem imenu, nikoli nisem bila sodelavka SDB. Glejte, to je pa grozen stavek, ne? Zdaj, če imamo mi, recimo, da je res, kar je rekla Marta Kos, da smo imeli mi 3
v bistvu bivše predsednike, 3 bivše poslance, 3 bivši predsedniki države, pa premierji, pa predsednik Ustavnega sodišča, pa Vrhovnega sodišča, ne, bi lahko, če bi govorila v smislu Marte Kos, tukaj zraven dodala še citat, ki bi ga najbrž ona podpisala, a mene zdaj samo zato, ker sem ženska, črtate iz tega kroga, se vem, da je zdaj to cinično. Ampak to je grozno, če je to res. Ampak to ni noben argument. Ne, ni argument. Če sem jaz nekoga umoril, no reče, on tudi enega drugega umoril, ne. To je res. Sam lejte, kakšna plus država. to, da ona ne pove ta imena. Ja. Vrže takole v eter in povejte imena pol, če ste novinarka. Pa reče, to so imena, ki jaz ne verjamem, da so. Pa ne pove, ki so to v Udbanetu, ta imena, ne. Ampak a smo imeli res? Marsikdo od tega je na Udbanetu, ne. Ja. Ne, Drnovšek ima šifro 55 000, to je izregistriran sodelavc, ampak nima drugih dokumentov. Ne. Kučan? Kučan je bil sodelavc Kosa Plavi. Ja. Ne. Ampak nimamo potrditve v Udbanetu. Ne. Ampak glejte, ona je prišla s temi Danilo podatki. Turk je bil neformalni informator Udbe, Ja. ampak ni zaveden v Udbanetu. Zdaj ne ona pove ta imena, no. Ja. Ker to, kar sem jaz govoril o teh ljudi, je samo Drnovšek v teh 3, sem zdaj povedal, je v Udbanetu. Ostala 2 pa nista. Čeprav sem jaz iz dokumentacije ugotovil, Kučan to demantira, Türk o tem ni nič rekel. Ne. Ustavni sodniki. Ne vem pač, bi mogla imena povedati, jaz ne gledam vseh teh milijon imen, pa pol si izpisujem, kdo je bil. Ne. Ja, mislim, grozno je to, ne. Recimo, da je to res, kar pravi. Mi smo v 35 letih zavozili državo. Mi nismo naredili lustracije. Zdaj na Marti Kos seveda. Nismo mogli narediti. Ja. Nikoli ni bilo dovolj politične moči. Celo Bučar kot predsednik parlamenta in en pomemben član Demosa je bil proti lustraciji. Pa tudi, če bi bili vsi v Demosu za, nismo imeli temu politične moči. Plus to, lustracija bi takrat lahko ogrozila plebiscit. To je pa še najpomembnejše. Tehtalo se je ali samostojna. Tuđman je vzel morilce imigrantov v svojo obveščevalno službo, ne, Perkoviča pa Mustača, ki sta zdaj obsojena na dosmrtno ječo. Zato, ker je rabo dobre obveščevalce v tej svoji domovinski vojni. Ne. Mi nismo delali samo demokracije, mi smo mogli tudi državo narediti. Nismo mi Bolgarija, ki se je demokratizirala, pa Romunija. To so bile države. Mi smo mogli še državo, ker je čudež, da smo jo naredili. Zdaj, če se še med sabo takrat razklali na tej ilustraciji, bi bilo grozno. Ne. Težko bi prišli takrat do samostojne države. Ne. Tako smo vsi stopili takrat skupaj. In to dela ta razkol na tem bi bilo takrat zelo škodljivo. Ampak zato pa tudi, če bi pozneje kdaj hoteli, nikoli ni bilo politične moči tisti, ki so hoteli to, da naredijo. To je dejstvo. Ker to sigurno mogli sprejeti z 2/3 večino tak zakon. Ne. Ja, ampak zato imamo danes komisarko, ki je iz Udbe. Ne. Zato ampak se je vedelo, pa se je poslalo. V tem je problem. Mi smo vedeli za njo, da ima šifro, ki je neizpodbitna. Ne. Kaj bo zdaj? Pojma nimam, to ni moja stvar. Jaz sem razbremenil Evropsko komisijo in Marto Kos, da je ni več mogoče izsiljevati. Danes, ko je javno znano, s čim boš zdaj izsiljeval njo? Vi ste bila tajna sodelavka, pa se ne ve. Je znano. Ampak danes spet intervju, širitev, Črna Gora. To je pa zdaj to katastrofa tega novinarstva, zato pa seveda tudi te časopisi izgubljajo bralce. Ne. Žal mi je. Ne. Delajo drugače kvaliteten časopis, ampak če ne pišejo na katerih temah, jaz ne vem. Marta Kos ni na volitvah. A je to predvolilna tema Marta Kos? Razen, če kdo napada vlado zaradi tega, ki je tja poslal. Očitno kdo z krožnikom makaronov govoril tudi o Marti Kos, pa bomo še videli. Se ne vemo, za krožnik makaronov ljudje rečejo marsikaj, ne? Ampak veste, te krožnike makaronov se ne ve, kdo so te, ne? Ja. Tle sem pa jaz podpisan, pa so dokumenti, ki sem jih objavil, pa ki so iz javnega arhiva. To ni nič skrito, ne? Ampak se tem nič ne poroča, ne? O teh makaronih se pa gledamo in tako naprej. Vse je grozljiv, kar se tam govori, ne? Se to ni nič tazga, se so tudi v Evropskem parlamentu naskrivaj snemali našega poslanca, ne, ali pa še druge poslance, pa so mogli pol odstopati, ampak so se identificirali teh, ki so bili novinarji, mislim, Daily Mail, Daily Mirror, ne, takrat. Vse se to dela, ne. Ja. Vi ste na slovenski predstavitvi knjige prejšnji teden rekli na koncu, da bi bilo najbolje za njo, da bi priznala vse skupaj. Absolutno. Ja. Vi ste ne na svet dali, ja. Če bi hotela zdaj, njena integriteta je 0, ne?
Ona pravi v Evropskem parlamentu, jaz sem vesela, da postavljate vprašanje UDBI, ker sem s tem ker je rekla, da ni bila, da sem zavedno svojo integriteto ohranila. Zdaj je izgubila, ne? Ja. In zdaj ona ima edino možnost, da se pokasa, da vse pove. Tudi tisto, kar mi ne vemo, ker jaz sem najdel 10 dokumentov, zna jih pa biti 100, glede na 90%, nič ne, pa še huje se uničevalo za zadnja leta. Ne pove, kdaj točno je bila vrbovana, kdo je vrboval, zakaj je šla v to negotovo, ali pa recimo negotovo, pravzaprav za njo primerno, ne, ker je delala kariero, ne. Mama Snežilka, oče. Ker je delala kariero, ne, na tej osnovi lahko, ne. Zakaj je šla v to? Je šla zaradi kariere, je šla zaradi prepričanja v tisti režim, ne. Ali ne vem zakaj, ne, je šla v to, da postanejo vaduhinja, razumete, ne. In to mora razložiti in vse tisto, kar ne vemo, ne tudi pove. Ne. Ja, ampak zdaj v današnjem intervjuju... Ampak če ne bo, pač, to je moj nasvet, jaz nisem njene osebi, ne. Jaz ne verjamem, da to naredila. Bi morala Evropska komisija, Ursula von der Leyen, Weber, kot predsednik EPP-ja. Če bi bil jaz Ursula von Leyen, bi rekel, you are fired, ne, odpuščeni ste, če bi bil jaz. Ker je to ogrožena integriteta Evropske komisije, ne samo Marte Kos, ne. Ja, to ste že omenili, Elona Muska. No, zdaj tale slika, ne, ta je pa realna slika, to ni umetna inteligenca. To je z muzeja novejše zgodovine. Ja. To je slika, ki je bila nekje, mislim, da v Luki Koper. To ni umetna inteligenca. Je pa slika pa primerna slika za nekega vohuna, ne, konc koncev. Čeprav tle gleda simpatično, kot agent, ne? Ja. Ne kot to vaduh, ne? Ja. No, ampak glejte, saj ta razlika, pa se hvalijo ljudje, se imajo tudi druge države, tajne službe so agenti, ne? Je bistvena razlika. Je bistvena, ker je bila to predvsem politična policija peščice komunističnih veljakov. Zasebna policija komunističnega vrha Jugoslavije in po posameznih republikah. To je bila zasebna politična policija. Ona je imela tudi obveščevalne in protiobveščevalne naloge, ampak bistveno in večino časa se je ukvarjala s politiko, z nadzorovanjem ljudi, ki bili nevarni režimu doma in v tujini in preganjanjem in šikaniranjem teh ljudi. To je razlika. Izhajajoč iz leta 1941, 15. avgust. Žal v Sloveniji izhajal iz avgusta 1945, kar del VOS, morilska organizacija. Dobro, gospod Igor Omerza, torej to smo povedali na pot tej knjigi Komisarka, se pa veselimo vaših novih knjig. Pa srečno. Hvala. Hvala za pozornost, nasvidenje.